Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Danes v športnem pogovoru gostimo Matica Debeljaka, dvigovalca uteži. Matic, lepo pozdravljen. Živijo, me veseli, da sem prišel. Dvigovanje uteži, ponavadi se ljudje na uteži spomnimo, ko kakšno težje breme prenašamo. Odkje je tebe privabil ta šport? Jaz sem bil športnik že od vedno, od mladih nog, rekreativno, tekmovalno. Ukvarjal sem se res z vsem. Sem hodil že, en izmed prvih bolj resnih športov so bili smučarski skoki. Smučarski skoki? Ja, Slovenca. Glede na to, da si iz Zakriža, kje si treniral? V žiri sem se vozil, ja. V žiri sem se vozil. Tako da je bilo kar malo poti, ampak je bilo fajn, sem užival tam. Ampak že tam se je nekako začela pol ta moja želja po samem fitnessu, najprej čisto splošno, ker tudi jaz, kot vsi ostali otroci in odrasli, v naših koncih niti ne poznaš športov moči toliko. Ne veš, kaj je weightlifting, ne veš, kaj je powerlifting ali pa karkoli v tem smislu. Ampak sem pa skozi rad šel za starejšimi generacijami, ko smo končali treninge, smo imeli skupno preoblačilnico in znotraj preoblačilnice je bil tudi en tak mini fitness. In pač pomladek miri so mulci, to je bil tak drugi razred osnovne. Niti nismo imeli še po programu karkoli, ampak jaz sem zmeraj rad šel z njimi malo podvigati. In mi je bilo ful všeč. Že od takrat, Tako da tudi potem, ko sem nehal skoki, ko sem šel na košarke, ko sem šel na plezanje, ko sem se ukvarjal z vsemi temi rekreativnimi športi vmes, je bila edina taka konstanta vedno fitness, vedno dviganje uteži. Tako da takrat sem pol razvil v bistvu željo, da bi se profesionalno začel ukvarjati z bodybuildingom prvotno, kar drugega nisem poznal. Pol pa, ko sem prišel v srednjo šolo, kamor sem šel na gimnazijo Šentvid, z prvotno željo, da se bom s košarko ukvarjal, ker je znana šola, pač športna šola, tako kot je Šiška za fuzbal, je na primer Šentvid za košarko. Ampak pol me tam ni bilo všeč tukaj ta politika pa dinamika skupinskih športov. Sem hotel imeti šport, kjer sem jaz odgovoren za vse, kjer jaz skrbim za svoj lastni uspeh. In sem rekel, če sem že v velikem mestu, pa ja, se bo kaj najdel, sem rekel športnem koordinatorju, če bi mi lahko kakšen klub poiskal, za dviganje uteži. In mi ga je, sem od tam slišal za moj prvi klub in sem šel na en uvodni trening, tam mi je trener razkazal, pač sem bil sam tako prisoten, gledal, kako liftajo bojsi, in mi ni bilo nič jasno. To je bilo to potem? To je bilo tako, tako je. Ja. Ampak zdaj vmes razmišljal o eni stvari. Vemo, da je Primož Roglič iz skokov šel v kolesarstvo in raztural. Ja. So skoki dobra osnova za katerikoli šport potem se mu posvetiti? Odlična, ja, odlična. Ker je zelo veliko eksplozivnega sploh tako treninga, tako v off-seasonu, kakor pri samem skoku, kar je odlično za mladega mulca. Razviješ to eksplozivnost, razviješ tudi občutek zase v luftu. Tako da ni sam, da znaš kontrolirati telo, ki si na tleh, ampak ga znaš tudi takrat, ko si v zraku, takrat veš, kako boš prestal, kakšen bo feeling, ko boš prestal. Tako da je in koordinacija, in eksplozivnost, in pa itak tudi moč, ker je vse en velik impakt, s katerim preletiš dol, tako da je zakon podlaga za bilo kakršne atletske prizadevanja. Ampak zdaj, če pogledamo, prehod iz smučarskih skokov v dvigovanje uteži je mogoč, kontra pa ne, glede na to, da je pri skakalcih mišična masa ne sme biti verjetno. Ja, če bi zdaj šel skakati, tudi če močnejš noge kot takrat, bi malo hitreje dol kresno, pač si pretežek, ja. Sicer pa si mi pred snemanjem omenil, da obstajajo različne zvrsti dvigovanja uteži, pa bi prosil za eno kratko predstavitev, kakšne so te tipi, pa kakšne so posebnosti. Se pravi, nekako športov moči je veliko, ki bi se jih dal kvalificirati kot šport moči. Ampak taka glavna, ki sta tudi tako v splošnem malo bolj poznana, sta powerlifting, se pravi troboj moči, pa weightlifting, se pravi to olimpijsko dviganje uteži, ki je biatlon, to, kar vidimo na olimpijskih igrah. Se pravi, jaz se ukvarjam z olimpijskim dviganjem uteži. Se pravi, imamo dva dviga, en je poteg, kjer imamo širok prijem, direkt stal nad glavo v enem gibu, drug je pa nalog in sunek, kjer prvo naložiš na rame, z drugim gibom pa suneš nad glavo in tukaj jaz tekmujem. Drug šport, za katerega pa doskrat zamenjajo
ljudje, a ne, da je weightlifting ali pa kontra, je pa powerlifting, je pa troboj moči, se pravi, tukaj se pa tekmuje v počepu, navadnem počepu s palco, kjer imaš palco na hrbtu, v potisku s prsi, se pravi v bench pressu, kjer pač narediš potisk s prsi maksimalen, in v mrtvem dvigu oziroma deadliftu, ki pa je pač čist maksimalno breme, ki ga lahko pobereš od tal pa do boka. A ne? Eno vprašanje, kakšen je tvoj osebni rekord? Moj najboljši poteg je 135 kg, moj najboljši na lock and sunek je pa 160. Impresivne številke. Večkrat smo lahko zasledili, da moramo biti pri dvigovanju težjih bremen pozorni na svoje sklepe, na hrbet. Kako dvigovalci v teži to skrbite za, da ne pride do poškodb? Samo en koncept, smiselna periodizacija. Vsak začne nekje. A ne? Če ti začneš, recimo, da ti dam štango, pa je gor, pa greva rečemo sam do maksa, pa dvigneš 200 kg. Super, to je tvoj začetek. Ampak če bo vrgla gor 300, ti bo verjeten tehnika začela šepati, in te bo tudi verjeten lahko kje uščipnil. Isto je za nekoga, ki je švohejši, sam da pač začne malo nižji. Tako da kaj je za obe te osebe, ne glede na koliko močno pomembno, je, da se postopno človeka pripravi na te višje kilaže. Tako da niti ni napačnega gibanja. Če se tvoje telo lahko tako giba, pol je to dobro gibanje za tvoje telo. Ni nevarnih gibov. Če se tvoja hrbtenica lahko ukrivi, je v redu, če se tvoja hrbtenica ukrivi. Ampak, če boš ti dvigel samo zraven hrbtenico vedno, kar načeloma se želiš to delati, boš prišel do 200 kg, boš pa ukrivil hrbtenico, pa probo isto pobrati, nisi navajen na to pozicijo. Tako da je v bistvu sam švohost v določeni poziciji ne slaba pozicija sama. Tako da tudi pri sebi, pri vseh naših strankah, ki jih imamo, ki jih treniramo, najprej določimo, kje ta oseba je, nek baseline, in od tam postopno gradimo gor. Imaš zelo vnaprej premišljen proces, kako to osebo pripeleš do sposobnosti zadvigati neke maksimalne bremena, da je to varno, da je telo pripravljeno na ta bremena. Nobenega sam ne porineš v vodo. Se pravi, treba individualno obravnavati vsakega, ko pride trener. Omenil si, s prijatelji ste ustanovili tudi podjetje za treniranje. Ja. Kakšen je interes po tem športu v Sloveniji? Imate dovolj, je dosti strank, ali bi želeli še večjih? Ja, mislim, tako kot za vsak drug šport, preveč ljudi ni nikoli. Ampak ja, jaz pa dva moja prijatelja, ki sta isto atleta, en je powerlifter, en isto weightlifter, tako kot jaz, smo ustanovili Phoenix Training Systems, kjer se ukvarjamo s trenerstvom, tako weightlifting, powerlifting, kot tudi splošni treningi za moč, tako da imamo v bistvu celo populacijo pokrito, tako tekmovalne športnike, kot rekreativne, sam ljudi, ki želijo postati močnejši. In ja, kaj je bilo vprašanje? Prosti. Ne, kako ste zadovoljni, bom rekel, z obiskom? Koliko je ljudi? Zdaj, tako je, weightlifting malo manj, powerlifting malo več. Itak splošne treninge za moč je pač želja visoka, skozi več, kar hvala Bogu, da se to smer razvija. Ampak definitivno imamo več powerlifterjev, povpraševanje je dost, imamo res veliko ljudi, ni nikoli problem tako pomanjkanje ljudi, prej je problem naša kapaciteta. Weightlifting pa malo manj, ker je sam malo bolj zahteven za začeti. Za powerlifting ti ne rabiš baš posebne opreme, ne rabiš niti trenerja, da te vedno gleda, ker so gibi dokaj preprosti. Vsak bo z dost malo osnovnih napotkov znal narediti počep, mrtvi dvig pa bench press. Medtem ga za nek poteg pa na lock in sunek to ne velja za večino ljudi. Tako da, ker je powerlifting toliko bolj dostopen in ga lahko vsi izvajajo tudi v običnih fitnessih, Fit In, Clever Fit, vse te večje fitnessi, ki niso neke specializirane v težarne, tukaj veliko več ljudi pride v sam šport. Medtem ko za weightlifting je pa to lih malo težji, ker ne pustijo lih vsi fitnessi metati v teži po tleh pa razbijati. Tako da ja. Pa je tukaj v naših krajih tudi kakšen prijatelj znan, da se s tem ukvarjali, si edini? Ne, kakor jaz vem, sem
sem čist edini, tudi nobenega powerlifterja nisem še zaznal iz teh koncev, kar je škoda, ker vidim ogromno športnega talenta, ne? Ampak ja, človek preprosto ne zve, da to obstaja in tako se ne more pol. Kako je sploh umeščen šport dvigovanja uteži v slovenskem športu v primerjavi z ostalimi? Weightlifting, se pravi olimpijsko dviganje uteži, je olimpijski šport. Tako da umeščen je lih tako, kot je atletika, kot so vsi drugi olimpijski športi. Edina ne vseeno, kljub temu, da je olimpijski šport, ni toliko atletov, posledično ni toliko trenerjev in posledično tudi ni toliko denarja, ki ga olimpijski komitej ne bi vlagal pol v ta šport. Tako da itak se ne razvija toliko hitro, kot bi se neka atletka, ker je toliko bolj znan šport, ampak je vseeno načeloma na istem nivoju. Kdo je pa trenutno najboljši slovenski športnik v dvigovanju uteži? Trenutno mislim, da je to Peter Dobnik, da je najboljši overall dvigovalec. In če ga probamo umestiti nekje v Evropo ali pa v svetovno merilo? Ja, pa ni še blizu. Kar pa ne pomeni, da se to ne more zgoditi preskok. Če samo pogledamo, če bi nekdo pred 10 leti rekel, da bo imela Slovenija svetovnega prvaka v motokrosu, najbrž bi ga malo čudno gledali. Pa je Tim Gajser to postavil na tako mesto. Se pravi, tudi pri dvigovanju uteži so možnosti najbrž. Absolutno. Sam se toliko bolj počasi filtrira, ker ta pool talenta, ki pride noter, je sam toliko manjši v primerjavi z drugimi športi, tako da posledično boš bolj poredko naletel na enega, ki ima res in talent, in okolje, in fizično sposobnost, in pač vse, kar pride zraven v to, da lahko postane res dober atlet. Tako da to je tudi moja čist osebna misija, moj osebni cilj je res vložiti vse, kar lahko v to, dokler si lahko to privoščim, a ne dokler sem mlad, da pridem na kar se da višji nivo, da lahko pol dejansko pokažem, če je meni rad ali priti do sem, pa ni hudič, da bo tudi tem mulcem potencialno lahko uspel priti do tega ali pa še višji. Koliko imaš pa še sam tekmovalnih ambicij? Do katere starosti so nekje, primerna leta za tekmovanje? Ja, nekako svoj vrh dosežeš tako čisto, če karikiram, tam okrog 25-27 leta. Zdaj, odvisno, kdaj tudi začneš s samimi treningi. Zdaj, za weightlifting je dobra primerjava, naprimer gimnastika. Vsi gimnastičari, ki so nekaj dosegali, recimo olimpijski prvaki ali pa medalisti na svetovnih igrah, kakorkoli, pretty much vsi začnejo prej, kot so stari 10 let. Začenjajo pri 6-8 letih starosti. Tako da, ko ti priješ do 25 leta, imaš ti že 15 let kariere za sabo. Zdaj, jaz sem začel pri 15 letih, kar je še zmer dokaj zgodaj, ampak tudi za weightlifting velja podobno, da večina res teh najboljših začne že prej. Pri 8 letu, pri 10 letu, pri 12 letu. Kar je tako v puberteti, se pol vsak let ful pozna, ker pač se takrat največ razviješ. Tako da za nekoga, ki začne malo kasneje, je težko reči, da bo najboljši pri 25. Če začneš weightlifting pri 20, verjetno ne boš najboljši čez 5 let, ampak bolj pri 30, mogoče celo 35, če ti uspe dož časa temu nameniti. Ampak bi rekel, da tam po 10-15 letih kariere, da si nekako. Se pravi, imaš še kar nekaj časa pred sabo. Ja. Kakšne so tvoje tekmovalne ambicije? Ja, jaz bi želel biti evropski prvak. To je ena moja res taka velika želja, biti evropski prvak, pa priti na olimpijske igre. Zdaj, na katerem mestu na olimpijskih igrah bom, mi niti ni toliko pomembno, sam res hočem biti dovolj dober, da se lahko kvalificiram, da lahko grem, pa dobim to izkušnjo. In verjamem, da je vse podrejeno temu cilju. Ja. Pač, tudi služba je taka, da delam v športu, tako da vse, kar jaz dosežem kot atlet, pomaga nam kot trenerjem in obratno. Kako je pa kombinirati, delo, vlogo tekmovalca pa trenerja, a je težko preklopiti v glavi? Včasih, odvisno od osebe, s katero sodeluješ, ker ti kot atlet imaš določena prepričanja, imaš določen pogled, kako pristopiš do platforme, kako pristopiš do tekmovanja, in če ima
en tvoj atlet čist obratno za tvoje pojme, mogoče napačno predstavo o tem, kako bi mogel stopiti, je včas, se moraš kar spomniti, no, da ni še na uni točki, boš časom razumel, ampak sam rab te izkušnje dobiti skozi, da tudi zase vidi, kako je za njega najboljš tekmovati, kako je za njega najboljš trenirati, ker tudi ni za vse enako, ampak bi rekel, da je največja taka razlika, ki se je moraš zavedati, če si atlet in trener. Kot dober atlet je sebičen. Dober trener absolutno ne sme biti. Tako da je čist nasprotje v bistvu osebnosti, ki jo moraš imeti za biti trener, pa za biti dober atlet. Ampak če bo, in jaz verjamem, da ti bo uspel, ko boš evropski prvak, verjamem, da bodo vsi, ko bodo prišli na trening, še predvsej bolj poslušali vse na svete. Ja, upam. Matic, hvala za obisk v našem studiu, za predstavitev športa dvigovanja uteži in pa seveda željo, da se ti želje, načrti uresničijo, pa da se potem srečamo spet, ko boš evropski prvak ali pa ko boš prišel nazaj z olimpijskih iger. Z veseljem. Hvala vam. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega prispevka in vabim tudi k ogledu ostalih oddaj Studia Idrijskih novic.